Zdaj, kaj je pripovedovanje? Kaj je zame pripovedovanje? Pogledi na to so različni, ampak jaz pri svojem pogledu na to, kaj pripovedovanje je, izhajam iz pripovednega izročila. Se pravi, iz tega, kako je pripovedovanje obstajalo kot govorjena beseda. Med našimi predniki, ko so pripovedovali, pripovedovanje nikoli ni bilo govorjenje na pamet, ampak je bilo vedno sprotno tkanje besedila. Se pravi, so oni neko vsebino, neko zgodbeno vsebino, en zgodben potek, ki jim je bil všeč, ki se jim je zdel smiselen ali pa jim je bil zabaven, ki so ga znali tako pregledno povedati, so sproti oblačili vsakič znova v neko priložnostno besedno tkanje. Niso znali pripovedi na pamet, zato ker v pripovednem, po starem, v tem ljudskem folklornem pripovedovanju, koncept govorjenja na pamet sploh ni mogel obstajati. Zakaj ne? Zato, ker se pripovedi niso učili s papirja, ampak so se jo učili od živega pripovedovalca s poslušanjem. Se pravi, kar jim je ostalo v spominu, tisto so potem povedali s svojimi besedami. Če se niso čisto vsega zapomnili in so tistega svojega prejšnjega pripovedovalca vprašali, kako je že šlo, jim je ta povedal, ampak ne na pamet, ne v istih besedah, malo drugače, tako kot so se mu zdaj postavile besede. In to se meni zdi še kar pomembna reč, zato ker, ko govorimo na pamet, ostajamo togo pri isti postavitvi besed, lahko je to zelo lepo, ampak ni pa nujno, da je povezano s trenutkom. Ne? Lahko na ta način, če se hočemo zelo točno držati ubeseditve, ki smo jo že prej pripravili, lahko mogoče ne uspemo tako zelo slediti pozornosti naših poslušalcev, mogoče je nimajo toliko, kot jo ta ubeseditev zahteva. Mogoče bi morali malo pohiteti, mogoče bi morali nekatere stvari povedati malo bolj preprosto, in pripovedovanje nam vse to omogoča. Nam omogoča, da smo sproti s svojo pozornostjo pri poslušalcih in da smo tudi odzivni njim in samemu trenutku.